Hvaljen Jezus in Marija, naši dragi prijatelji. Danes gostim enega izmed najbolj priznanih kirurgov na področju abdominalne kirurgije. Deluje na kliniki v Celovcu. Poleg tega pa je vodilni zdravnik na avstrijskem Koroškem na področju kirurgije trebušne stene, to je trebušne kile, ter docent na Univerzi v Ljubljani. Je prvi kirurg na Koroškem, ki je bil sprejet v najstarejše združenje kirurgov na svetu, britanski Royal College of Surgeons, hkrati pa znanje in življenje posveča reševanju drugih, tudi kot gorski zdravnik, ter je nosilni člen kirurških odprav v države tretjega sveta. Doktor Jurij Gorjanc je z nami danes. Prav lepo pozdravljeni tukaj na Štajerskem, v Mariboru. Hvala lepa, dober večer. Dober večer vsem gledalcem. Ja, prišli ste iz Celovca, danes k nam se pa kmalu odpravljate, tako kot sem prej že omenila, na kirurško odpravo. To je že 16. zapovrstjo. Nam zaupate, kam greste? V Tanzanijo, kamor hodimo že zadnjih 5 let, ampak smo odprti tudi za kako novo lokacijo, kjer so pač potrebe. Ni bila čisto zapovrstjo, ampak ker v covidu smo prekinili jasno odprave, tudi vmes so bile kakšne nevšečnosti, tako drugače pa smo tudi že imeli leta, ko smo šli 2-krat, spomladi in jeseni. Drugače je november en tak mesec, ko radi hodimo, kjer je tudi dovolj bolnikov, se pravi deževna doba se začne v Tanzaniji, mala deževna doba, tako da imamo v tistih bolnišnicah, kjer operiramo, zares dovolj pacientov. Ja, ravno se odpravljamo za vse svete, odhajamo. Za 10 dni. Naši gledalci bodo imeli tudi priložnost po tej najini oddaji videti dokumentarno oddajo, ki je posnela Televizija Slovenija, in prav v enem takšnem vašem potovanju, mislim, da je tudi v Tanzanijo, ne? Ja, prijatelj je sin in tudi sedaj moj prijatelj, Nik Gradišnik, režiser, je bil z nami in je dejansko na vsakem koraku, ko smo mi delali, se pogovarjali, praktično delovali, rekel, čisto nevsiljivo snemo dogajanje na taki odpravi in niti si nisem predstavljal, da zna kaj tako lepega nastati iz tega in je nastal en 30-minutni film, ki ga je v bistvu zakupil najprej RTV Slovenija Studio Maribor, potem pa je zdaj tudi v arhivu RTV Slovenija pod naslovom Operacije upanja in sem res vesel, ker pokaže nekako tega duha, ki ga poskušamo mi oživiti, obuditi, pa tudi sami živeti. Torej, vi pridete tja na bolnišnico določeno, pač to je ponavadi izven mesta, in tam potem verjetno imate naročene paciente že vnaprej, da jih čim več lahko operirate v nekem določenem času. Se veste, teh humanitarnih organizacij je kar precej po svetu, a ne? Zdravniki brez meja so najbolj znani. Jaz se vedno rad pošalim, da mi smo pa zdravniki z mejami in omejenostmi. Ker ne zaradi drugega, ampak zdravniki brez meja imajo eno tako pravilo, da gredo za pol leta, mislim, da je to minimum, ki ga morajo podpisati, bi rekel, na neko lokacijo in čakajo, da pridejo pacienti. Kadar je nekje neka vojna situacija, lahko zelo veliko pomagajo. Če pa ni, se pa zgodi, da so 3 mesece praktično brez dela. Tudi, se pravi, mi pa delujemo na malo drugačen način preko ene angleške krovne organizacije, ki nam pomaga, podpišemo pogodbe, da so stvari jasne, kdo nosi odgovornosti. Potem pa nam bolnike vnaprej pripravijo, tiste, ki jih sami ne morejo operirati, kjer bi se radi kaj naučili. Mi veliko asistiramo, se pravi, da ne naredimo vse sami, pač odvisno od tega, kakšne so možnosti. In potem, ja, res od jutra do večera oskrbujemo te paciente in lahko, tako smo recimo, en tak zlati standard je, ki smo ga v Indiji zastavili pred leti, na 3 operacijskih mizah v enem tednu operiramo 100 bolnikov, kar je kar lepa številka. Koliko pa je vas bilo? Se pravi, 3 kirurške mize pomenijo kirurg, asistent, inštrumentarka in potem 2 anestezista, ki se mogoče na 3 mize razporedita. Vedno nas gre med 8 in 10, letos nas gre zopet 10, tudi ena študentka in potem tudi radiologinja, rentgenologinja, ki nam s svojim ultrazvokom pomaga in smo mednarodna ekipa, ja, gremo iz Švice, iz Avstrije, iz Slovenije in iz Liechtensteina. Zdaj, bili ste že marsikje, tudi na Madagaskarju, tudi v Gani, tudi v Indiji. Vas iz teh vaših potovanj, katera zgodba vam recimo tako ostaja najbolj v spominu, da bi jo morda podelili z nami? To je verjetno kar čustveni izziv, tako videti čisto drugačni svet, kot je tukaj, ne?
Ja, mogoče ne toliko lokacije, kjer smo bili, no tudi lokacije, Madagaskar je izrazito najrevnejše področje, kjer smo do zdaj delovali. Primerja se mogoče lahko z Zahodno Afriko, z nekaterimi državami, ampak res občudujem naše misionarje, ki delajo, v takih zelo, zelo elementarnih razmerah. Vzhodna Afrika zelo hitro napreduje. Ja, Indija prav tako. Indija je v primežu tega kastnega sistema, da smo se prvo leto borili, da smo drugo leto izborili to, da smo najprej operirali otroke, potem ženske, kar je za njih čisto nelogično, kaj ne, ker grejo po tem kastnem sistemu, kdo je več vreden. Te zadeve so, bi rekel, precej zanimive, te lokalne posebnosti. Ampak načeloma vlada velika hvaležnost. Kdorkoli sodeluje od lokalnih zdravnikov, to izrazi in ja, veliko se naučijo tudi. Tako da poskušamo to znanje potem prenesti. Pa zdaj, kar mi ostaja, kot ste vprašali v spominu, je, da ciljano delamo s posameznimi specializanti. Zdaj smo dva spravili do samostojnosti, se lahko rečemo, pri določenih posegih sta sedaj popolnoma samostojna, ker smo bili v Tanzaniji 5 let in vedno smo ciljali, naj prideta zraven, najprej smo mi delali, potem sta začela ona dva in zdaj jim asistiramo pravzaprav pri skoraj vsakem posegu. Mislim, da bo letos spet eden od njiju prisoten, da sta v teh letih naredila en tak dodaten specialistični izpit, ker to je pomembno, da kako danes poudarjamo to trajnostnost. Zdaj, vi ste tukaj zelo priznani zdravnik v Avstriji, na Koroškem, torej v tej našem prelepi Evropi. Kakšni vzgibi so, da se odpravite recimo pa v takšne kraje, kot so tretje te države sveta? Torej, eno je zagotovo ponesti to znanje naprej, drugo pa pomoč najrevnejšim. Je tudi kakšen duhovni vzgib tukaj zadaj? Ali bi morda razmislili, da bi postali kdaj pa morda tudi laični misionar na tem področju kot zdravnik? Tako malo izziv. Ja, jaz mislim, da vsi, ki se nekako zavedamo te duhovne dimenzije, pa jo vzporedno že živimo v vsakdanu, smo misionarji. Najprej v domačem okolju, ko pričujemo na način, kot pač pričujemo, se pravi s svojim življenjem, z delom, z tem, ko nas kdo kaj vpraša, niti ne razlagamo veliko, jaz ne razlagam veliko v službi o svojem osebnem življenju, pa če to kaj vpraša. Teda, to se mi zdi najbolj pomembno. Tam, kjer se človek počuti doma, da tam deluje, ja, to je najbolj dragoceno, ker je to povezano z enim mirom, eno umirjenostjo in lahko pričujemo. Afrika pa je gotovo povezana z nekim odrekanjem, tako časovnim, mi gremo tja za dopust, kaj ne. Včasih smo dobili še kak dan, ampak večinoma hodimo za svoj dopust, potem tudi damo kar nekaj svojih financ, tudi jaz vztrajam, da si vsak udeleženec plača karto sam, pa bivanje sam. Rekel, material in to nam zdaj tudi že kar kaka firma pokrije, ampak vseeno mora biti nekaj te note, da človek pripravljen sam nekaj dati, ker verjamem, motivacija moja je, da smo v vsakdanjem življenju obdarjeni. Se pravi, življenje je dar. In kako jaz bi o tem pričeval, če vsak dan hodim v službo in za to zaslužim, ja, lahko se obnašam tako, da bom rekel, jaz bom pa zdaj dajal v kašče in ko ne bo dovolj, bom zgradil še večje kašče in potem bom rekel, duša moja, veseli se in pi in jej. To ni prava motivacija. Ampak poskušam to deliti, da to, kar človek ima, na pravi način tudi da na razpolago in ja, da iz tega daru, da poskušam biti pretočen. Saj mi ne uspe vedno, ampak vendar skozi obnavljati to motivacijo, biti pretočen, mi smo obdarovani in damo naprej. Smo ljubljeni in lahko ljubimo. To ne smemo pozabiti, ker če je motivacija jaz bom, ker sem, kot ste rekli, dober kirurg, ker mi uspeva, ker sem toliko dosegel, zdaj bom pa iz tega nekaj dal, bom hitro se izčrpal, pa šel v burnout. Poskušam pa živeti to obdarovanost in dati to naprej kot dar, se pravi, ja, nezaslužen. To nekako je moja motivacija. Imate pa prav, je 10 udeležencev, 10 različnih motivacij. Jaz vsakega vedno vprašam, kaj pa je tebe pritegnilo, ko bi imel doma ga čakajo otroci, žena, da si šel pa zdaj, namesto da bi šel z njo, ne vem, na en rajski otok,
pa gre operirati. Delati, ne počivati. Vsak pove, reče, lej, meni gre pa v bistvu v življenju dobro, bi pa rače nekaj naredil, ali pa jaz sem pa že takrat pa takrat tako to dobro doživel, bi pa rače nekaj naprej. Zelo zanimivo, vsak ima eno svojo motivacijo in tudi vsako leto nek drug razlog, da se vedno znova sem presenečen, tako da moram včasih celo komu reči, lej, smo že popolni za letos. Je že bilo, da smo uspeli narediti eno leto celo dodatno ekipo, da so šli sami nekam drugam. Tako da se dobro na tak način širi. Drugače sami ste pa slovenskega naroda sin, ne? Tukaj iz Prevalj, če se ne motim. Skroz. In celo iz tako zelo zdravniške družine. Ne? Če nam boste malo z nami podelili, kako se spominjate svoje mladosti, svojega odraščanja, zdaj ne samo, da sta bila oče in mama oba v zdravstveni stroki, hkrati sta vam dala tudi vero, ki jo nosite seboj sedaj. Srečno otroštvo smo imeli vsi 3 fantje, potem še 4, ko je prišel Bojan v družino, da smo bili 4 fantje in lahko rečem, da ko sta prišla starša zmatrana iz službe, včasih res izčrpana, ampak tudi zadovoljna, srečna. To je name naredilo največji vtis, sem si mislil, kaj pa je takega v teh bolnicah, da prideš na smrt utrujen, pa zelo srečen tudi. To, bi rekel, ne gre prav skupaj, kaj ne? Ampak gre, če človek nekako se lahko popolnoma da. In to mislim, da je mene, pa tudi brata, ki sta oba, vsi smo v zdravstvu. Vsi ste v zdravstvu, vsi 4 otroci. Mislim, da to je tisto, kar človek ne more izreči, da čuti, da je to ta izpolnjenost, da si izpolnjen, ko daješ naprej. In v medicini lahko precej daješ naprej. Moramo pa stalno preverjati svoje motivacije, da se ne izčrpamo oziroma da ostanemo na nek način pretočni, ko sem rekel prej. Tako da, vero pa tudi. Dejansko je pa vsak poklican k temu, da ko prejme, v družinih prejmemo ponavadi neko tradicionalno vero, neko okvir. In vsak je na svoj način poklican, da to nadgradi v neko osebno vero. Jaz sem od otroštva že čutil prav neko poklicanost in sem se tudi nekako spraševal, kaj zdaj to pomeni. In ko sem to preverjal, recimo tudi pri jezuitih v Rimu doma, so rekli, ti bi lahko bil psihiater, kirurg, pa mogoče ne ravno. Ampak zanimivo, jaz sem pa bil srečen v tem praktičnem vidiku medicine. In sem rekel, dobri bog, jaz bi rad pa poskusil tako, da bi deloval kot praktik, kot kirurg, pa vseeno živo zate. Tako da ta moj samski način življenja izvira iz tega. Res kot poskušati odgovoriti na to, kar je bilo v mene položeno. In lejte, se mi zdi, da v teh 28 letih se mogoče pa le nakazujejo neki obrisi blagoslova ali pa bom še malo počakal, da ne bom prehitro govoril. Tako da mislim, da... Kakšni so božji načrti, ne? Seveda. Misionari pa gotovo tudi na ta način, mogoče laiški misionar za stalno. Ta hip se počutim pa res izpolnjenega, ko misionarim tu in zdaj. Veliko vračam znanja tudi v Slovenijo, moram reči, bodi si z izobraževanji, kongresi, bodi si z asistencami mlajšim. To se mi zdi pomembno, da damo naprej in potem se pokaže. Ta Afrika ostaja stalnica, enkrat bomo videli ali 2-krat v bolnišnici ogromno izobražujem. Tudi na to. Zakaj pa prav ta abdominalna kirurgija? Trebušna kila. Zdaj, to je zelo pogosta bolezen pri moških v Sloveniji. Nasplošno, ne. To je, mislim, bolezen, zdaj tole je takšno stanje, ne. Zakaj ste se pa prav za to odločili? Je to bilo tako od vsega začetka že mišljeno ali je to se potem nekako razvilo? Dejansko sem imel res dober zgled očeta, ki je bil splošni kirurg in sem rekel, jaz bi tudi rad bil splošni kirurg, ampak tu je velika paleta možnosti in potem se je s časoma pokazalo. Tako recimo zdaj, ko mentoriram mlade kolege, ki so še stažisti, pa jih vprašam, kaj pa boš? Ne vem, zdaj grem kroči drug teden tja, bom na dermi, bom probo tisto, ovohavajo in se odločajo, kaj na njih najbolj deluje, da se bojo lahko v polnosti uresničili, bi rekel. In nekako jaz sem čutil, da se lahko skozi to praktičnost lahko in empatijo, in ročne spretnosti, in na nek način tudi znanost uresničim. In potem se je
potem se je pa izkazalo, da na tem področju trebušnih kil ni bilo, da je en tak vakuum nastal, se pravi, ena taka praznina, da bi se to spravilo na malo višji nivo, se pravi, tudi univerzitetni, medtem je ratala svoja specializacija v Evropi, ki sem jo potem tudi prvi zaključil med Slovenci in ja, na ta način smo to, zdaj potiskamo to naprej, da dejansko sem tudi v eni taki izpraševalni komisiji za te izpite, kaj ne na evropskem nivoju. Pravzaprav življenje te potem potisne v nekaj, kjer lahko najboljše daš, kar si. Ja, in ko me kdo vpraša o teh razlogih upanja, povem tako kot vam, da ker smo ljubljeni, poskušam na svoj način to dati naprej. Zdaj prej, ko smo se pogovarjali, ste rekli, da dajva malo pogledati, ker imate malce treme. Meni je smešno, kajti jaz bi imela grozno tremo, če bi imela človeka pred seboj na mizi, pa bi ga morala operirati. Recimo, to je zelo velika odgovornost. Ni trema, ampak je rešpekt, ja, spoštovanje. Kako se s tem spopadate? Ja, bi rekel prvih 10 ali celo 20 let, ko nimaš tistih izkušenj, da si operaciji od A do Ž kos čisto sam, z eno veliko tremo, ne rečem cmokom v grlu, ampak v kirurgiji je tako, da imamo vedno asistenta, dokler nisi samostojen, imaš starejšega asistenta, potem, ko si že bolj izkušen, dobiš asistenta svojega vrstnika, 4 oči vedno vidijo več, ko pride do dileme, kako zdaj naprej, se vedno v pogovoru razreši, kaj pa če bi tako, kaj ne, vedno je tu eno timsko delo, tudi v kirurgiji, ne samo individualno. In potem s časoma, ko nekje mogoče 20-25 let po specialističnem izpitu, kjer sem jaz zdaj mine, potem pa res pride do ene take samozavesti, ko človek vidi, da lahko eno operacijo naredi tudi z 2 študentoma, recimo, čeprav jo še vseeno radi naredimo z izkušenim timom, ker gre hitreje, še bolj varno, ampak smo sposobni na nek način te izkušnje že dajati naprej. Ja, ampak ta rešpekt, to spoštovanje pa nikoli ne mine. To pa je toliko ponižni, pa moramo biti vedno, da vemo, da vsaka operacija lahko gre zelo dobro, lahko gre pa tudi zelo narobe. Tako da jaz sem srečen, ker sem imel do zdaj predstojnike, kjer so vedno poudarjali, da je taka mišja tišina v operacijski. Ravno zaradi tega, da je človek lahko zbran, da je tam, kjer mora biti, da je najbolj glavni v operacijski pacient, ne kirurg. Se pravi, to nekako v podzavesti se zavedati in potem je ta rešpekt bolj spoštovanje kot pa trema. Ja. Koliko pa sami stopite v stik s svojim pacientom? Si dovolite navezati tak kar stik ali recimo je to bolj vse pač rutinsko? Rutinsko je za manjše posege v kirurgiji, se pravi, da ne moremo si, jaz se delam v veliki kliniki, kjer je nemogoče, da bi vsakega pacienta pri manjših posegih, kar so recimo, kile, žolčniki, videl v ambulanti, ga operiral in ga tudi odpustil in ga videl še enkrat v ambulanti. Zato imamo res tim, kjer imamo smernice, da delamo vsi po istem kopitu in vsi z podobno željeno empatijo, tako da bolnik ne čuti tega, da ni bil obravnavan od začetka do konca profesionalno. Ko gre pa za večji poseg, ko gre za dileme, ko gre za skupno odločanje, kaj če tako, ali bo umetno izpeljano črevo ali ne bo, ali bomo raka odstranili v celoti ali ga ne bomo, potem pa mora to operater voditi od samega začetka. Se pravi, biti v stiku s pacientom, razumeti njegove želje, potrebe, strahove in po operaciji priti k njemu osebno mu razložiti, pa ga tudi potem, kolikor se da voditi naprej. Kolikor to gre, ampak to je tudi pomembno tim. Recimo, je pa ta oseben stik ključen, kot ste rekli. Smo zdaj v Ljubljani v Celovcu in tudi na Prevaljah, kjer ima brat ordinacijo eno, bi rekel, zasebno posvetovalnico, kjer ljudje, ki rabijo več časa, recimo, tudi pri nas v Celovcu v kliniki imamo za pacienta 10 do 15 minut, več težko. Ker je vseeno za pregled, prvi pogovor, potem pa drugi, če je treba in tako naprej. V ordinaciji si vzamem uro za pacienta ponavadi. Zato, da res je tudi kaj tišine vmes, ki mora biti, zato da spet lahko pogovor naprej steče. In
to je tisti ključni namen takih ordinacij, da pacienti, ki rabijo drugo mnenje ali pa posvet, dobijo to na tak primeren način. Torej se na vas lahko obrnejo samo glede trebušne kile ali Tudi splošna kirurgija, splošna in abdominalna kirurgija vseh bolezni. Res pa, da sem naredil potem to dodatno specializacijo, ki je moja posebna strast, veselje, ampak sem pa splošni in abdominalni kirurg. In torej v Prevaljah imate potem tudi Na Prevaljah, v medicinskem centru Gorjanc in ali v Celovcu, če je komu Celovec bliže. No, pa vrniva se še malce v operacijsko dvorano. Ja. Zdaj, se vam je že kdaj zgodilo tako, ne vem, da ste pa med operacijo začutili, da vaše, ne vem, naprimer karikiram, ne, da pa tukaj pa ne veste, kaj bi naredili, zdaj pa ste recimo pomislili, da samo Bog lahko to reši. Kakšno moč ima vera pri vas v času tega vašega, recimo, te operacije? Pa ne vem, ste imeli kakšen takšen primer? Ja, sem imel. Če je človek pošten, ne bo silil z glavo skozi zid, ko ne ve, kako naprej. Recimo sem imel v dežurstvih, ko sem bil mlad specialist, težke situacije, poškodbe glavnega žolčevoda, kjer lahko, če bi šel delati kar nekaj, naredimo nepopravljive okvare. V teh situacijah sem poklical starejšega kolega oziroma predstojnika takrat. In sem se posvetoval, kako naprej, ker mi imamo vedno možnost, da neko veliko operacijo preprosto ustavimo. Če ne krvavi, jo pacienta umetno uspavamo in naslednji dan, ko pride sveža ekipa, nov dan, naredimo operacijo tako, kot bi jo naredili, če bi bila planska operacija, ko ni poškodbe, ko je že stabiliziran bolnik. Da to je vedno možno. Zelo redke so situacije, ko je treba nekaj narediti na horuk sredi noči, kadar je neka huda dilema. Tako da to se kar hitro naučimo, znati se ustaviti, znati vprašati, prositi za pomoč. Ta umirjenost, ko ste pa omenili, Bog, to je pa vedno dobro. Jaz pred vsako operacijo zmolim, prosim angela varuha za prisotnost. Tudi, tako sem hvaležen patrom minoritom v Piranu, kamor grem, kadar se le da malo na vdih na obalo, tam dam za maše, za blagoslov pri delu. Se mi zdi, da to je en tak, ni večjega kot je sveta maša. In sem jim hvaležen, da mi to željo uslišijo in vedno uvrstijo to v njihove intencije. Ker se mi da karkoli delamo, ne samo kirurgija, vse je pomembno. In prosi tu za blagoslov, dati za maše sofare, kjer imajo možnosti intencij. Zakaj se ne bi tega posluževali? Če imamo tukaj pred seboj. Tako da meni je skozi v podzavesti ni vznemirjenosti, zato ker vem, da smo vedno spremljani. Ko gre pa za strokovno vprašanje, se pa ustavimo, pa vprašamo nekoga, ki bi lahko vedel več, ali pa rečemo, čuj, jaz sem dežuren z enim specializantom, pa z enim stažistom, rabo bi tvojo pomoč, specialista, lahko prideš, da to naredimo do konca. Tudi to se je že zgodilo, ali pa da so mene poklicali in sem prišel, če sem le lahko. Tako da, to ni nič nenavadnega. Zdaj, omenila smo že prej, ste tako lepo povedali, da ste misionar v tem svojem okolju. Kako je biti veren zdravnik v vašem okolju, torej med drugimi zdravniki? Vemo, to zdravstvo je kar precej intenzivno, to so močna čustva, to se hitro dogaja. Kako pa tukaj ohraniti svojo katoliško držo? Vero gledam predvsem skozi medsebojne odnose. Se pravi, vera v bistvu so odnosi in živimo iz odnosov medsebojnih, kaj ne? Vidim, kako preizkušani so kakšni kolegi v medsebojnih odnosih, tudi teh družinskih, in vso moč, energijo, bi rekel, za zahtevne posege iz tega črpamo. Zato jaz vidim, kako gre navzdol, kadar molitev hočem postaviti na stran, ni dobro. Se pravi, je to en sestavni del tega, če je nekomu to dano kot možnost zagraditi odnose, da to vzdržuje. In enako za nekoga drugega, ki je poklican v zvestobi v družinskem življenju. Tako da to je tista vera, ko ste me vprašali, ki
Ja, gre vzporedno s tem našim zemeljskim življenjem, živeti bratstvo, sestrinstvo med seboj, zato ker imamo očeta skupnega, se pravi, ker bratje in sestre smo samo po definiciji, če je oče tudi kaj, ne? Se pravi, da je Bog, ki je tukaj, se pravi, da se tega zavedamo, ker ja, včasih naletim na kakega kolega, ki tako kot sem tudi jaz, včasih pa še vedno, kadar sem kdaj lahko utrujen, razmišljam, da ko mi izpolnimo pa odkljukamo neka pravila, da potem, zdaj sem pa priden pred Bogom, zdaj sem pa v redu. A ne? In potem se zopet spomnim, da to ni tista vera, ki nas je Jezus učil, ko reče Oče naš, kaj ne? Ampak se truditi za to sinovstvo, to je tista vera, ki nas pelje, ko imamo vse, ko si ne moramo zaslužiti, mi bi si radi, kaj ne? Kirurgi še posebej, ker moramo zaradi tega, ali pa bom rekel še posebej, poklici, kjer moramo svoj hrbet nastaviti za to, da ego deluje za bližnjega, smo v nevarnosti, da bomo to potem, ko se delovni čas neha, nekako prenesli v vsakdanje ali pa realno življenje, kar pa ni, a ne? Tam je treba zopet zaživeti realnost, da rečem, jaz sem bil orodje v Božjih rokah, ker če bom jaz potem popoldne nadaljeval jaz, to ni tista vera, ki bi jo naj doživljal ali pa živel. Tako da ta izziv, ko ste me vprašali, je tudi zame, se pravi, da se temu dnevno odpovedujem, da rečem, a sem orodje ali pa sem jaz. To je ta boj, ki pa ne zapusti nikogar in se mi zdi, da je to za tega tudi življenje lepo. In sem zelo hvaležen, jaz sem v eni molitveni skupini pri patru Sekulovniku, pa sestri Mariji Reni Stele, ki na to rekel svojo držo, molitveno držo, naj zelo pogosto opozarjata in se mi zdi, da je to ključ, kajti gotovo zakramenti, vera, molitev, predvsem pa trud za to držo bratstva, sestrinstva, sinovstva, to, kar sem, da živimo to kot dar. Kaj pa vam je že kdaj kdo umrl na mizi? Tako med operacijo, ste imeli smrtni slučaj? Že, ja. Zdaj, v Sloveniji zdaj najbolj aktualna tema, definitivno eutanazija. Zbrali smo podpise za referendum. Vzeti življenje kar tako, življenje, ki je dar. Kako je, kaj vi mislite, in v Avstriji je že to uveljavljeno? V Avstriji je to že, ne? V Avstriji je to, ta tableta možnosti za pacienta je uveljavljena. Ne vem pa, koliko je uveljavljena v vsakdanjem življenju. Tako da mislim, da je to ključno vprašanje, tudi za Slovenijo, ker zdaj se počutimo, zdaj če pa referendum bo uspel ali ne bo uspel, zdaj bo pa vsega konc, ali pa zdaj bo pa vse v redu. Zanimivo je, da smo ga imeli že pred kratkim, ne? Tudi in je padel tako. To jaz tudi ne razumem, ker se na te politične igrice prav veliko ne spoznam, ampak se mi zdi, da je fajn, da se znova preverjajo stvari, tako da to se mi zdi čisto v redu. Ampak vi kot kirurg, kaj menite o tem? Vi rešujete življenje, trudite se vedno rešiti življenje. Kaj pa sedaj s to evtanazijo? Kot sem rekel, življenje je dar, tako da to je zame popolnoma nesprejemljivo. To se mi zdi res nekaj tako absurdnega, kako naj rečem. Na primeru bom povedal. V eni od prejšnjih bolnišnic, kjer sem deloval, sem poznal eno sestro, ki je bila, kadar smo prišla skupaj, tako malo, bi rekel, ko je vedela, da živim tudi iz svoje vere. Zelo me je spraševala o tem, kak je Bog, pa ona se ga predstavljala kot enega takega, pravičnega sodnika, ne. Jaz sem jo poskušal narisati podobo usmiljenega očeta. Potem sem pa nekako od drugih izvedel, da je imela težko izkušnjo, da je eden od njenih zelo bližnjih oseb se odločil, da bo se odločil za to evtanazijo, takrat v Avstriji še ni bilo, je šel v Švico in je to realiziral. A veste, in to, bi rekel, nekako sem čutil pri tej osebi, da je živela na nek način z enim ubitim upanjem v sebi. Se pravi, ni mogla biti tako preprosto vesela, ker vsakemu človeku je urojeno eno
upanje, ki je otroško upanje, ki ni od nas. In če človek na nek način zavrne en dar, je bilo težko na tem področju. Tako da to sem čutil, potem pa, ko sem jaz rekel, da je oče usmiljen, mi se zelo dobro razumeva, kadar se vidiva in moram reči, da vedno imamo kako tako, bi rekel, iskrivo, ona je zelo strokovna, bi rekel, super je z njo delati. Pa vendar, ja, to niso heci, ne smemo se igrati s tem, kajti ne vemo, kaj se dogaja, ko mi to upanje ubijemo in to, odločati se za to, to je v bistvu iz strahu. Strah nas je umiranja, ki je del življenja, ampak če smo čisto iskreni, nas je strah pa tudi življenja. Ampak to ne povemo tako, mi zavijemo to v neko lažno empatijo. Danes medicina zmore veliko in to lahko uzakoni samo nekdo, ki nima nobenega stika s pacientom. To ponavadi uzakonjajo ljudje, ki ne vejo, zakaj v bistvu gre, nimajo stika s temi ljudmi. Ali pa drug primer bom dal, tudi ta teden bo pogreb enega od mojih bližnjih sorodnikov oziroma tasta od enega mojih bližnjih sorodnikov. Ta človek je dobil diagnozo neozdravljive bolezni leta 2019. Se pravi, rekli so mu 2 leti bo še živel. Lejte, če bi takrat ta možnost obstajala, pa lahko bi se tudi odločil, bi šel v Švico, kaj ne? Pa se ni. On je rekel, lej, imam otroke, imam vnuke in je živel do tega tedna, lahko rečem, dobro življenje ali pa življenje brez, ja, je bilo tudi trpljenje, ampak ga je medicina zmogla olajšati in je zdaj prejel zakramente. Žena je rekla, Vera pa ni hec, je rekla, veš, da je nekaj na tem. Je rekla, čist drugačen je. Zanimivo, saj mi to vemo, ampak ko nekdo to pričuje na tak način, meni so mi šle dlake po konci, pa si mislim, da te stvari vem, pa vedno znova čutim to, kako Bog deluje po vsakem. In vnuka, kaj sta imela od te osebe v tem času, ko se je poslavilo. To so nenadomestljive stvari. Se pravi, z dostojanstvom je šel skozi vse to. Tako da mislim, da je naloga nas kristjanov predstaviti to kot kakšne so lepe alternative temu, kar danes ponuja medicina, pa bi rekel neke zasilne izhode, lajšanja, predvsem pa se bi bal jaz tega, da si ubijemo upanje, kar je nepovratno, ker te stvari so nepovratne in se po mojem ne smemo tako hecati s tem. Ja, nikoli ne veš, kdaj se Bog odloči naredi čudež, in naredi dansko. To še vseeno moramo pustiti. Vsej mi verniki smo, verujemo tudi v to, da lahko Gospod poseže vmes. Tudi to, absolutno. Tako da, s tem si zapiramo dansko pot njegovi milosti. Sej, kdo je pa nama življenje podaril, sama si ga nisva. Seveda. In tako, bi rekel, s to zavestjo poskušati iti skozi to. Kaj pa trpljenje, recimo? Kaj pa trpljenje? Zakaj trpljenje? Vi se tako veliko srečujete s trpljenjem, verjetno veliko primerov, ampak daj čist eno banalno vprašanje, zakaj Bog dopušča to trpljenje? Jaz mislim, da zato, da ga lahko midva lajšava. Tam, kjer sva, smo poklicani k temu, da ga lajšamo, pa da smo blizu. Ker jaz zelo trpim, kadar sem sam. Ko pa je ob meni nekdo, ki bo rekel, lej, ti trpiš, ampak jaz bi rad bil ob tebi, čisto iskreno, tiho, takrat pa to enkrat to trpljenje je zelo relativno, pa mogoče ne tako pomembno, pa smisli, 2 grema skozi to, se pa tako hudo, pa spet, mislim, pa zdaj pa ni več tako hudo. Se pravi, pa da je vredno živeti življenje, te stvari se mi zdi, zato mislim, da dopušča Bog trpljenje, da ga mi lahko lajšamo, ker ga je tudi sam on lajšal, ko je bil tu, pa je potem trpel za nas. Drugega odgovora ta hip nimam. In potem na način, ki ga lahko lajšam in v poklicu in sicer, pa ne samo fizično, veliko je drugih stisk, tako da človeku blizu priti ali pa nekoga ne obsojati, mu dati priznanje, take stvari, drobne, vsak dan je to. To se mi zdi lajšanje trpljenja. No, da se malce vrnemo na bolj vesele teme. Saj to je veselo. To je realnost. Sej v trpljenju bi mogli najti svoje veselje. Seveda. To je smisel.
konec koncev katoliškega krščanskega življenja trpljenje, ne, če Jezusa saj ni pogledamo. Ne? veselje, neka vzhičenost, pa neka euforičnost, ne, ampak biti v notranjem realen miru, optimizem, da Bog vodi svet. Tako. No, ste torej omenila sa prej član te angleške družbe. Royal College of Surgeons. Zdaj, to je verjetno zelo tako, da se izrazim nobel po naše štajersko. Ja. Kaj to pomeni? To ste dobili posebno priznanje za vaše delo. Ja, saj veste, danes je ključno mreženje, ne, da smo v stiku z različnimi ljudmi, da ko kaj rabiš, se lahko na koga obrneš, imaš dostop do člankov, da ko gre za neke želje po nastopanju, da se obrneš na to združenje, pa rečeš, mi lahko kakorkoli pomagate. Se pravi, bolj ko smo v neki mreži, tako kot torej, to so neka taka, ne vem, psevdoobčestva ali občestva, malo strokovna, bo rekel morda psevdoobčestva, da ne bom zlorabil besede krščansko občestvo. Ko si med seboj pomagamo, pa smo drug za drugega tukaj. Tako da, na en, bi rekel, gotovo je v zadnji strokovnost, ni to, bi rekel, občestvo na podlagi skupnega očeta, pa vendar, ja, si pomagamo. Tako da, ja, prestiž, veste, to je, bi rekel, ni toliko pomemben, ampak če bo pa zaradi tega en bolnik imel več možnosti, ali pa bom jaz preko tega združenja za nekoga najdu človeka, ki bi mu boljš pomagal, kot mu jaz lahko, take stvari. Tako da, ja, medtem ko medalje... Ja, medalje so tako. Ja. Zdaj, niso pa še omenila in se nismo dotaknila tega, da ste pa tudi strasten ljubitelj gora. Verjetno tam tudi najdete ta svoj oddih, to svojo povezanost z Bogom. Ne? Gore so vas že od nekdaj privlačile. Res je, ja. Najprej kot alpinist, potem gorski reševalec, čeprav sem alpinistični izpit naredil pozno, šele potem kot gorski reševalec, ampak plezali smo pa intenzivno že prej dolga leta. Imel sem to možnost, da sem lahko preko prijateljev prišel do takih tudi himalajskih odprav, pa te izkušnje, bi rekel, še kot zelo zelen hribolazec doživel. Tudi Davorja Krničarja ste poznali, ne? Zdaj letos je 25 let od smučanja, prvega smučanja z Everesta in ja, smo se včeraj slišali na Zoomu vsi ti deležniki, kolikor nas je še živih, ker ti alpinisti smo tudi zelo ogroženi. Ampak hočem reči, ja, gore so vedno delovale kot ena taka... Zadnjič smo imeli pod Raduho sveto mašo za preminule alpiniste, koroške alpiniste, maševal škof Maksimilijan Matjaž in je tako lepo rekel, v gorah se spomnimo, kdo smo. Ne iščemo sebe, ampak se spomnimo, kdo smo pred Bogom, da je Bog glavni in da je narava njegova in da smo dejansko sinovi, občestvo je poudaril. In to, ja, ko je človek sam, pa tudi to deluje, probite, se ni lahko greste na Kalvarijo v Mariboru, nesete ruk za gor, pa nekako, ko greste dol, te svoje tegobe so drugačne ali pa jih več celo ni. Ne vem, kako to deluje, a je to že Mojzes vedel, ko je šel na goro, ne vem. To je podobno kot Medžugorje, ko se pospneš gor na Križevac, po možnosti peški, pol pa se spremeni vse, se zgore, kot da odložiš tiste stvari. Ja, ko ste rekli prej, da lahko Bog poseže s čudežem, ampak Bog nekako tudi pričakuje naše sodelovanje. Se pravi, nisem jaz tisti, ko grem na goro, pa bom zdaj neki izsilil ali pa izprosil, ker grem jaz gor, ampak pričakuje naše sodelovanje, mogoče ta prošnja romanja, vzpona na goro. Zadnjič mi je kar se svete maše tiče, je rekel en tak lep primer povedal, je rekel, da Bog pri maši ni blagoslovil pšeničnega zrnja pa pa groznih jagod, ampak nekaj, kar je že človeško delo. Se pravi, je že vino, pa je že kruh. To se pravi, da naše sodelovanje, mi taki, ko smo, v bistvu tako kar eni malo reveži, če hočete, po človeško gledano. Nič narejeni, ampak taki, kot smo. Ampak nekaj dobrega pa spravimo skupaj in potem to prosimo za blagoslov tega, kar smo. Se pravi, gore so en tak sinonim tudi tega, da hočemo svojo voljo nekaj spraviti na boljše, zase in za druge.
in prosimo za blagoslov. To je ena taka lepa simbolika, ja, in potem je bila tu gorska reševalna služba. Zdaj pa moram reči, sem po 23 letih zaradi intenzivnosti v kirurgiji iz letalskega, helikopterskega reševanja malo izstopil, še z izkušnjami pomagam. Zdaj, ko so bile te debate v Sloveniji s helikopterjem, so se malo obrnili name za kak nasvet, ker v Avstriji stvari malo drugače potekajo. To je bilo pa sploh veliko nesreč zdaj v zadnjem času, ne smo imeli v slovenskih gorah res ogromno nesreč. Ja. Sem glih rad zadnjič videl statistiko in je kar tako gre precej navzgor. To je mogoče, v Švici takega porasta ne beležijo, ker z številom nočitev v kočah omejujejo obisk. Ko je koča polna, lahko človek na to goro gre, ampak šele naslednje leto. Pri nas se pa v koči na Kredarici še vedno najde 400 postelja ali pa 401 postelja, to je preveč za tako goro. Se pravi, to je samo en vidik mogoče, ko poznam recimo Slovenske gore, pa to pot na Triglav, ko se poleti kar drži veriga, preveč je to. Se pravi, ni treba na tak množičen način. Po statistiki se bojo nesreče vedno dogajale, žal, ampak kot rečeno, se kjerkoli tudi zgodijo, tako da ni treba iz tega delati drame. Gore bojo vedno en tak lep poligon za doživljanje narave, ker so mogoče v tem svetu, ki se spreminja, mesta se spreminjajo, gore so pa take, kot so bile pred milijoni let. Gozdovi tudi mogoče še, ampak gore pa še posebej. Doživljamo tisto prvinskost, mogoče nekoristnost, kjer pa se nekaj dogaja z nami, z medsebojnimi odnosi. Zdaj, bili ste dolgo časa, ko ste sami rekli, gorski zdravnik. To pomeni, da ste imeli primere, kjer so ljudje se izgubili v gorah. Se spomnite kakšnega primera, ki vam je najbolj ostal tako v spominu, da se je najbolj dosegel? Teh primerov je bilo veliko. Kaj naj izpostavim? Ko smo reševali 2 Mariborčana na vrhu Pece sredi noči v megli po zimi. In jaz sem bil še mlad reševalc, bi rekel, poln kondicije, pa malo nadut. In sva šla s kolegom, sva bila prva pri njiju, in ko sva rekla, zdaj vaju bomo pa pospremljali v dolino, sva se zgubila še midva. Megla je bila taka, da se midva ne bi zdaj videla tule med sabo, kaj ne, taka. In jasno, izkušenejši od tega para je bil en prijatelj, kolega, kasnejši načelnik GRS, je rekel, veš kaj, nič ne bomo videti tvegala, Peca ima tudi prepade, smo skopali v sneg luknjo, tako res veliko, da smo se vsi 4 noter skrili pred vetrom in mrazom in smo čakali take 3 ure, da so ostali reševalci napeljali vrvi, zaradi lastne varnosti tudi, ker je bila taka megla pa noč. Da so potem prišli do nas, našel nas je reševalni pes in potem smo že v jutranjem svitu naslednji dan uspeli vsi živi in zdravi, ampak v ključnih trenutkih je bila ta odločitev nič begati, nič na silo, počakati, narediti si zavetje in počakati. In to je bilo zelo zanimiva prigoda. Jaz sem hotel pač čim prej do njih, ker sta bila res prezebla, mokre obleke, to smo ju preoblekli, topel čaj, hrana, ampak potem so rekli, zdaj pa gremo dol, kam pa, stopinje je veter zapihal in vse to je bila ena taka, rekel, dobra izkušnja. Zdaj, ta svet, ko gledamo, veliko je takšnih mladih, ki se zgubi po gorah, verjetno je to vse tudi zaradi vse te digitalizacije, ker smo navajeni neprestano biti nekako povezani z svojimi telefoni in to. Kaj pa tale torej moderna tehnološka doba v zdravstvu? Zdaj, a je tukaj tudi kaj, vidite, da vas lahko kdaj zamenja recimo umetna inteligenca? Lahko, je to prihodnost kirurgije? Kirurgije mogoče ne v toliki meri, še ne. Gotovo pa recimo radiologije, danes je en kup enih presejalnih programov v Sloveniji za dojko, za prostato, za pljuča že, potem koloskopske, gastroskopske preiskave, kjer lahko računalnik dejansko spozna na rentgenski sliki ali v črevesju spremembo, ki je oko ne zazna takoj. In to danes obstaja in deluje, da te opozori, vzami vzorec tam, ta pika ni normalna pika,
to naj kar nadomesti umetna inteligenca, ker je dobro, čisto v redu. Potem tudi pri diagnostiki, kaj ne? Potem pri iskanju novih zdravil, to je v redu. Te stvari bojo gotovo v redu, nikoli ne bo mogel pa računalnik nadomestiti empatije. No, izziv, ko ste rekli, kirurški izziv, zadnjič so Angleži pokazali operacijo žolčnika na prašiču, se pravi na živalskem modelu, ko je računalnik odstranil žolčnik na podlagi izkušenj iz tisočih prejšnjih operacij, se pravi, dali so mu podatke, kaj sme prerezati, pa kaj naj ne prereže, in se je dejansko pravilno odločil. In je odstranil žolčnik. Se pravi, jaz mislim, da bojo tudi kakšni manjši posegi ali pa ciljane punkcije v telesu ali pa ciljana obsevanja v telesu, da bo računalnik natančnejši od človeka. Ja, je vprašanje, koliko bo se človek upal nadziral, telo predati pod nek stroj, recimo. Ja, jaz mislim, da ko se bo statistično pokazalo, da je to bolj zanesljivo, človek bo pa nadziral in bo samo odobril poseg, ki ga bo računalnik predlagal, tako rekoč. Mislim, da se nam tega ni treba bati, to bo medicino spremenilo. Je pa vedno dobro, da nadziramo, pa da smo kritični, pa da preverjamo, kam to pelje, kam to vodi. Če vidimo, da ne pelje v pravo smer, potem je dobro to smer spremeniti ali pa, ja, mislim, da strah ni na mestu, previdnost pa opreznost. Tako, opreznost, ja. Kaj pa, ko primerjate, tako vi delate v Avstriji, ste tudi docent na univerzi, tukaj pri nas v Ljubljani, ko primerjate oba dva zdravstvena sistema, kaj opažate? Ja, če strnem vse skupaj v eno besedo, mislim, Slovenija ima zelo dober zdravstveni sistem. To je gotovo res, da obe fakulteti sta odlični. Jaz sem na ljubljanski diplomiral in magistriral in doktoriral, pa vendar sem bil tudi asistent na mariborski nekaj časa in poznam obe fakulteti in obe sta vrhunski. Tako da tu si lahko slovenski državljani res obliznajo prste, ker smo dobri zdravniki v Sloveniji, oziroma so dobri zdravniki v Sloveniji. Je pa dejansko, da nas je tudi v Sloveniji povozilo staranje prebivalstva, potem ta COVID, ko je bilo naenkrat treba en kup enih novih zmogljivosti, ki jih ni bilo, pa nove diagnostične potrebe. Pred 30 leti nobeden ni vprašal o presejalnih programih, o preprečevanju, smo samo gasili požare v medicini. Ko je bilo treba kaj izrezati, smo izrezali, ko je bilo treba pljučnico pozdraviti, smo pozdravili, da bi pa kdo kaj preprečeval, kot je danes. Zaradi teh treh razlogov rabimo naenkrat dvakrat več zdravnikov. In ta hip v Sloveniji še ne moremo proizvesti, tako da je manjko. V Avstriji je pa malo več. Se pravi, jih je skoraj dvakrat več v nekaterih predeljih. Na Dunaju več kot dvakrat več. Ja. Tako, se pravi, ja, po številkah sem točno vedel, sam ta hip nisem preveril, tako da ne bom zdaj v številkah govoril, ampak to drži, kar sem pravkar rekel. In to je, kar se statistike pa števila tiče, se pravi, da smo v Sloveniji malo podhranjeni za zdravniki ta hip. Druga stvar pa je, kar pa pogrešam, slovensko zdravništvo je še vedno v neki stavki čudni, ki ni na našem zelniku zrasla, ki je zrasla na zelniku te oblasti, ki nas imajo tako za en trn v peti. To se v Avstriji ne bi moglo zgoditi. Ko v Avstriji želi zdravnik nekaj povedati, da mu nekaj ne gre, nekaj ne funkcionira, da bi rad popravil, se usedijo z njim za mizo in stvar rešijo v tednu ali pa mesecu dni. Pri nas pa nismo slišani, smo poslušani, nismo pa slišani in to se zdaj vleče. Tako da bi z eno besedo bi to razliko strnil v to, da v Avstriji je ena privoščljivost, ki je v Sloveniji ni. Pa mogoče še na kakem področju, ne samo do zdravništva. Jaz sem pa zdravnik, pa to čutim, pa ne govorimo o privoščljivosti do financ. Ni take velike razlike med zdravnikom v Avstriji pa Sloveniji, ampak privoščljivosti do napredka, do izboljšav, do nekih možnosti, do dobrih rešitev. Ne, to bo politika predlagala. Zdravniki boste na nek način tiho. To je ta drža, ta hip, bi rekel, ta krč, ki je v Sloveniji, ki ga v Avstriji res ni. Zato je, kljub temu, da je tujina in tujina vedno bo, mogoče za nekoga, zame že ta hip, bolj ugodno delati tam. No, tako. Ampak kot rečeno, potem pa sam čutim, ker sem zrasel iz slovenske medicine,
da nekaj vračam domov, pa si zelo želim, da bi ta privoščljivost pa slišanost tudi doma našla svoje mesto. Ja, na nekih področjih že to funkcionira. Ne smemo se v Sloveniji bati tega koncesijskega sektorja, zasebnega sektorja, ki ga je treba vključiti v sistem zdravstva. Jasno, pravilno integrirati in to ne z blokadami, ampak z ustrezno privoščljivostjo, tudi z ustreznimi regulacijami, se strinjam, ne pa z, mogoče neprivoščljivostjo, tako. Ja, zdaj, doktor Jurij Gorjanc, zagotovo se lahko naši gledalci oglasijo tudi na vaši kliniki tukaj v Prevaljah, ne? Ja, to ni klinika, to je posvetovalna ambulanta. Posvetovalna ambulanta, se opravičujem. Ali v Celovcu, posvetovalna ambulanta, se najdejo na spletu. Ne, da vas lahko kontaktirajo, če bi kdo želel, če vidi, da je pač nagovorjen. Zaključimo pa pri mladih. Zdaj, vi ste boter 8. Kaj so to, nečaki večinoma? Nečaka sta... 8-krat ste v glavnem boter in veliko, mladi vam veliko pomenijo. Nečaka sta 2, 6 je pa vse povsod po svetu celo, kaj ne? In to mi veliko pomeni. Silno sem hvaležen bratom za njihove družine, tem družinam za to, da sem v stiku z njimi, se pravi lahko to mentorstvo mladim nekako bolj v živo doživljam. Kakšno poslanico bi sedaj namenili tem mladim, ki se morda odločajo za zdravniški poklic, da ostanemo, ali pa za poklic gorskega zdravnika, reševalca, da bi se odpravili na to pot? Kakšno poslanico? Se nobede ni, vas kar popravim, vsi so drugije, eden je bo fizioterapeut, ena je že psihologinja v Nepalu, kaj ne, spet druga bo učiteljca, se pravi, imam kar stik z njimi, jih spremljam, vsak ima svoj talent in super, vsak mora delati to, kar ga veseli, kjer bo res sebe lahko dal. Tako da, oprostite, prekinul sem vas. Hoteli ste vprašati, kaj bi jim svetoval. Ja, res to, da delajo to, kar čutijo, da bojo najbolj uspešni z veseljem, to, kar vi delate tudi, a ne, delate z veseljem pa zanosom, to, kar oni čutijo, naj razvijajo, šolo končajo in se poskušajo uresničiti tam. In potem tam misionariti, ohraniti vero v Boga, se pravi, živeti to, bi rekel, ponos, da smo kristjani tu in zdaj. To bi jim poskušal. Pa niso vsi, bom rekel, so nekateri tudi temu rečejo danes razbite družine, jaz danes ne bi to tako imenoval, a veste, to je zelo relativno, kaj je razbito, kaj pa ni. Tako da, ampak bo rekel, kjer oče pa mama nista več skupaj, recimo. To za enega otroka mogoče ni toliko bistveno, nasprotno, vidim, da hitreje odraštajo nekateri, hitreje sprejmajo odgovornosti. Poznam recimo koga iz kakšne družine, kjer so otroci do 30. Pri atu in mami doma, ne? Ja, na kauču. Tako da to so zelo relativne stvari in te otroke spremljam in se veselim, da na tak način nekako vstopajo v življenje. In če kaj rabijo, se pa pokličejo, pa se obrnejo. Se pa srečamo vsake toliko poleti v glavnem, tudi v hribih, letos skoraj neparkrat. Ja, eden izmed vaših nečakov je bil tudi z vami na tejle v Tanzaniji leta 2022, ne? Tako, tako, letos gre pa nečakinja, drugo leto pa ena druga študentka, tako da imamo malo že čakalne vrste, da se vsakemu lahko malo posvetimo. Lepo, ja. Torej, jaz vam res iz srca privoščim obilo blagoslova na vaši poti, da boste zares tam obilo sadov dali vsem, ki potrebujejo, pa nasplošno pri vašem delu. Naj vas Gospod obilno blagoslovi, naj vam poda veliko uspeha, veliko milosti, pa predvsem notranjega miru. Zdaj se bliža ta lepi zimski čas, ko bo tudi več časa za sebe, malce bomo lahko razmišljali, morda bili bolj notri. In vam zares želim vse dobro. Najlepše se vam zahvaljujem, da smo vas lahko ulovili še sedaj ta čas in upam, da se še po kakšni priložnosti srečamo, pa vidimo, kako naprej. Z velikim veseljem. Hvala vam za vaše želje. Tudi vam se dobro, poslušalcem oziroma gledalcem, gledalkam. Tudi, Tako, in vse dobro torej na vaši poti naprej. Hvala lepa. Vam, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, pa priporočam sedaj nikar ne odhajajte od svojih televizijskih ekranov, ostanite z nami. Namreč sledi dokumentarec o takšni kirurški odpravi v Tanzaniji iz leta 2022, ki jo je naredil dr. Jurij Gorjanec. In nikar ne pozabite, upanje je tisto, ki nam ga nihče nima pravice vzeti. Upanje v našo
prihodnost, v našo življenje, v to, kako nas Bog blagoslavlja in nas ljubi in nam pomaga, kljub vsemu trpljenju, ki ga dajemo skozi in na vseh naših življenjskih področjih dela. Hvala vam, da ste bili danes z nami in ostanite v naši družbi, nikar nam ne pobegnite. Z Bogom in nasvidenje do prihodnjič.